Lepo pozdravljeni. V četrtek na predvečer državnega kulturnega praznika je v Kulturnem domu v Medvodah potekala osrednja občinska prireditev. Na njej so podelili zahvale in pletenice vsem tistim, ki so svojim delovanjem na področju kulturno-umetniških dejavnosti v preteklem letu najbolj zaznamovali medvoško skupnost. Letos je Občinska kulturna zveza podelila 3 priznanja podpornikom kulturno-umetniškega ustvarjanja, ki svojo podporo že vrsto let društvom in posameznikom pomagajo pri projektih. Podelili so tudi 2 pletenici za posebne dosežke, ki sta ju letos prejeli ekipa organizatorjev Miklavževanja v Sori in gledališka sekcija Kuda Fofite za lanski uspeh s predstavo Vaje za tesnobo. Tisto najbolj prestižno pletenico za življenjsko delo pa je za dolgoletno predano delo na kulturnem področju prejel Janez Kosec. O dogodku poroča Nina Smole. V decembru je Občinska kulturna zveza objavila poziv, v katerem je medvoška društva in širšo javnost nagovorila k predlaganju posameznikov in projektov, ki so na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja najbolj zaznamovali lansko leto ali ga zaznamujejo že nekaj let. Letos je komisija za podelitev priznanj prejela veliko število predlogov, odločitve o nagrajencih pa so sprejeli soglasno. Namen priznanj in pletenic je vsako leto izpostaviti posameznike ali projekte, ki si za svoje delo zaslužijo večjo pozornost in predstavitev. Tako je letos iz rok predsednika komisije za priznanja Valentina Križaja in predsednika Občinske kulturne zveze Nejca Smoleta pletenico za življenjsko delo prejel Janez Kosec. Janez Kosec je bil predlagan strani enega izmed naših društev in po tem, ko smo prebrali obrazložitev, je pravzaprav popolnoma jasno. Nekako se zdi, da v teh dneh postajajo vse bolj pomembni in dragoceni ljudje, ki znajo izkazati svojo srčnost. In če to srčnost izkazujejo več desetletij na kulturno-umetniškem področju, zraven pa še neko tako pozitivno energijo in naboj in nekako ne odnehajo, potem sem prepričan, da je to tisto, kar zasluži pletenico za življenjsko delo. In Janez Kosec je eden izmed tistih. Janez Kosec je ob koncu lanskega leta dopolnil že 35. leto sodelovanja pri Lovskem pevskem zboru Medvode, pri tem pa velja omeniti, da ima zbor 36-letno zgodovino, Janez Kosec pa najdaljši staž izmed vseh članov. Poleg tega sodeluje tudi v Moškem pevskem zboru v Sori ter je član Občinske kulturne zveze, kjer poleg pomoči pri organizaciji strokovnih ekskurzij sodeluje tudi kot član nadzornega odbora. Ja, to pot sem se jaz začel ukvarjati s tem, ko so mi prigovorili nekateri prijatelji, ki so začeli tudi v Lovskem pevskem zboru peti. Nekaj časa nisem mogel priti zraven, zaradi tega, ker moja službena dolžnost so bile nekje druge, tudi na Bledu, Kranjski gori in pa nekje na morju. Potem sem se pa le prišel v ta lovski zbor. Moram reči, da je bila ena taka zasedba 15 pevcev, ki so bili nekaj starejši, nekaj nas je bilo mlajših in smo se zelo lepo sodelovali. Njegova pevska pot je skovala mnogo lepih in malo manj lepih zgodb, pravi pa, da se raje z veseljem spominja tistih lepših, ki so nastala tekom teh 35 let. Najlepši trenutki so bili takrat, ko smo začeli potovati z Lovskim pevskim zborom na razne turneje, 2krat v Franciji, po Nemčiji, na Češko, potem tudi po Jugoslaviji. To so bili nepozabni trenutki, ker drugače se ne bi mogel privoščiti recimo takega potovanja, zaradi tega, ker so bili to organizirane potovanja z vodičem oziroma so nas prijeli kot sebi enakih in pa z res lepo dobrodošlico tisti ljudi, kje smo gostovali, tako da so bili to res lepi trenutki in lepa doživetja. Za več kot 15-letno uspešno pripravo in vodenje projekta Miklavževanja v Sori ter uspešno oživljanje in negovanje nematerialne kulturne dediščine naših krajev je pletenico za posebne dosežke prejela ekipa projekta Miklavževanja v Sori. Že pred več kot 15 leti se je skupina fantov iz Sore odločila, da ponovno oživijo miklavževanje, pri katerem pa ne gre le za sprehod od hiše do hiše, gre za dogodek, pri katerem se tudi do 50 prostovoljcev za mesec dni združi in na predvečer praznika Miklavža vsako leto pripravijo zgodbo, povezano s prihodom dobrega moža. Dejansko je tako, da mi se zamislimo, kaj bi
poskušali izpeljati. Potem poiščemo preko polončice ali kresnice ali kakršne koli ideja, ki pade, in jih povprašamo in se potem skupaj ta projekt razvija. Tako da dejansko parkeljni so obdržali tistih svojih 5 minut, ki vedno znova pripravijo nek svoj šov ali pa neko zgodbo, istočasno pa prej za mlajše pa za starejše pripravimo neko nit, ki pokaže tisto dobro, to, kar mora biti, kar Miklavž to prikazuje, med dobro in slabo. In na koncu pride Miklavž, ki obdari vsakega z eno majhno pozornostjo in to je res za doživeti. Druga pletenica za posebne dosežke je bila podeljena gledališki sekciji Kuda Fofite, ki je v lanskem letu z izjemno odmevnim in uspešnim projektom predstavo Vaje za tesnobo prejela nagradi na najpomembnejšem gledališkem festivalu v Sloveniji. Za izvrstno izvedbo so prejeli 2 matička in s tem ponovno postavili Medvode na zemljevid pomembnih ljubiteljskih gledališč Slovenije. Moram reči, da pravzaprav cilj tega, kar počnemo, je napolniti točno tole dvorano. Dati ljudem občutek, da je teater spet nekaj tukaj, da je živ, da ima kaj zapovedati, da ni to samo nek ozek krog ljudi. V hipu, ko smo postali Kud Fofite, smo pravzaprav začeli spet vse izničile, vse je bilo prazno, nič ni bilo, niti nismo bili ne v člani občinske kulturne zveze, niti na občini pravzaprav še nismo niti dobili neke podpore, takoj na začetku, ampak zdaj počasi pa rečem, ok, ja, dobrodošli ste tukaj, ne. Seveda, prihajajo različni časi, ne vemo, kaj bo, ne, spreminja se tukaj, tu ta dom, v katerem smo ustvarjali, smo še zmeraj tu dobrodošli in upam, da bomo tu ostali, ker to nam je pravzaprav tisti temelj. Moraš imeti dom za to, da nekaj lahko narediš. Poleg pletenic so bila podeljena tudi 3 priznanja, katerih namen je zahvala tistim, ki že vrsto let podpirajo delovanje kulturnih dejavnosti. Zahvalo za podporo tem dejavnostim so letos prejeli Cvetličarna Reginca, Gostilna Bencak in podjetje Dastaflon. Rekel, to je neko priznanje, ki mi dejansko pomeni, da prav vlagam svoje sredstva. To se pravi, ne samo v dobrobit sebe, ampak še na področja, na katerih nisem najbolj močen, ne? In ker logično nisem močen, tudi praktično drugam omogočam, da pride do izraza njihova srčnost kulturna, ne? Kljub trenutnim neugodnim finančnim razmeram se še vedno najdejo tisti, ki so pripravljeni podpreti tovrstne dejavnosti. Jaz mislim, da je sponzorjev in donatorjev ogromno. Če pogledamo to, kako zelo nenaklonjena jim je naša zakonodaja, če pogledamo na splošne razmere, ki vladajo, sem še vedno prepričan in tudi kot društva pripovedujejo tisti, ki jim je kultura, ki jim je prostovoljstvo v taki obliki blizu, vedno pomagajo po svojih močeh. Včasih več, včasih manj, ampak so zmeraj z nami in ob nas. Letošnja prireditev se je sicer začela že pred uradno prireditvijo, ko so smleški pritrkovalci pritrkavali na zvonikih župnijskih cerkva v občini Medvode. Za program je poskrbela gledališka sekcija Kuda Fofite. Program sta povezovala Zvonena Gode in Maša Kavčič, Barbara Jakopič-Kraljevič pa je predstavila poezijo Lili Novi. Za konec so z odlomkom novodobne veseloigre gledališčniki nasmejali sicer malo številno publiko, med katero pa nismo opazili župana niti podžupana občine Medvode. Koliko cajta pa rabiš, da to vprašaš? Micka, a me češ? Ja, ali pa ne? Boh pomagaj, no? Če da v tele mize ostaneš, koliko cajta rabiš, koliko me to vprašaš? Ne morem kar tako kaj prideti pa vprašati. Za koga pa ne? Ja, ko mislila, da sem en kmetavc. Pa se sredi kmetavc, koga pa boj? Čak, bom že jaz znal govoriva. Ne kar med, no. Ja. Bom mislila, da sem ena reba. Pa sej res! Pa nočem biti!
No, kmalu bo večer športa in takrat vrh občinske uprave ne bo manjkal. Za sofinanciranje kulturne dejavnosti, torej za sofinanciranje dejavnosti in projektov, predvsem kulturno-umetniških društev, je v letošnjem proračunu nekaj manj sredstev kot lansko leto, pa vendarle za te krizne razmere še vedno zavidljivih 150 000 evrov. Res pa je, da se bo v boj za kulturni evro vključilo še eno novo društvo Jarem in tudi KUD Perniče se bo, upajmo, pravilno vključil v igro. Prav tako na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v knjižnici Medvode potekala prireditev z naslovom Pesniki so za hec. Marjeta Žebovec je predstavila hudomušne pesmi in humoreske izbranih slovenskih literatov. Za popestritev programa je nekaj pesmi zapel mešani pevski zbor kulturnega društva Jakoba Aljaža. Žal je bilo nastopajočih bistveno več kot obiskovalcev. Medvode ob istem času torej ne prenesejo več podobnih prireditev. Marjeta Žebovec je slavistka, ki je napisala in uredila 6 zbornikov slovenskih književnikov. Za bolj hudomušen izraz je tokrat izbrala sledeče literate. Zdaj, ko že nekaj let delam serijo knjig Slovenski književniki, sem ugotovila, da ima marsikateri pesnik zelo velik ali pa prijeten smisel za humor. Predstavljeni so bili France Prešeren, Dragutin Kete, Janez Menar, Tone Pavček, Rudolf Meister, Ivan Sadar, Jože Volarič, Bruna Marija Pertot, Neža Maurer. Ne vem, sem vse povedala, v glavnem. Za Marjeto Žebovec je izbrane tekste prebirala Tanja Jenko, sicer knjižničarka iz Škofjeloške knjižnice. Glede na to, da je kulturni praznik posvečen Prešernu, smo povprašali, katere Prešernove pesmi so prišle v ožji izbor. Glosa je prišla v ožji izbor zaradi tega, ker na en tak satirično-ironičen način upoveduje odnos družbe do umetnikov nasplošno, ne samo do poetov, tudi sicer do umetnikov. Potem pa sta še 2 humorni ljubezenski, Triolet Rotarjevima dekletama pa Od železne ceste. Smo poštene mekranice, vsak sleparček ni za nas. Mi pa hočemo biti ženice, ljubce, ne za kratek čas. Ves si pa žrtje možičke, ki ne stopijo z ojence, zmerom uprežene osličke, dolgočasne revčeke. Avtorico smo povprašali, kateri pesnik jo je še posebej nasmejal. Pravzaprav ste lahko videli, da je bil to Janez Juvan, doma iz Mavčiškega konca, zdaj živi v Kašlu pri Ljubljani. Nekaj pesmi ima res hecnih, nekaj jih ima s tako trpko ironijo, nekaj ima pa čisto navadno življenjskih. Žebovčeva je presenetila tudi z izbiro humoresk našega že pokojnega krajana, ki je nekaj časa prebival v Preski, Jožeta Olaja. Deloval je kot novinar in izdal 3 pesniške zbirke ter knjigo humoresk. Njegove pesmi so precej abstraktne, zelo redko uporablja klasično, tradicionalno kitico, večinoma so proste oblike, tudi zelo asketske so, asketske oblike. Je duhovit, vendar žal v pesmih ni izražal humorja, čeprav smo po teh njegovih napisih, ki so bili objavljeni v javni tribuni, videli, da pa je imel kar močan smisel za humor. Radi pravimo, da je humor sol življenja. Eno od sporočil prireditve je bilo tudi dejstvo, da slovenska pesniška duša poleg melanholije nosi v sebi tudi veselje. So slovenski pesniki za hec? Vsekakor so za hec. Nekateri so tako svobodni, da ta hec izrazijo tudi v verzih, drugi v kakšnih zbadljivih napisih ali pa čem podobnem. Marsikateri pesnik pa si nekako ne upa tega ubesediti v pesmi, ampak mi potem ali sam, ko se pogovarjava, pa vidim, da ima smisel za humor, ali pa sorodniki, če je že pokojni, povedo, da je imel smisel za humor. Bil je nek fant, ki se je znanjem mučil, še pri kemiji mu je dobro šlo.
a plavati se nikdar ni naučil in grob njegov postal je H2O. O vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da bo ko žeje me iz tvojega sveta, speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta, mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranjih bi igrača in tako naprej. Ja, tudi to Prešernovo smo med drugim slišali v petek na sam državni praznik kulture v Pirničah. Na široko so odprli vrata, kot večkrat slišimo zadnje čase, nedokončanega kulturnega hrama oziroma medgeneracijskega doma. Dopoldne so posamezniki recitirali, vsak je bil dobrodošel, popoldne pa so si med drugim ogledali tudi dokumentarni filmski zapis o Prešernu z naslovom Svoboda, smrt, narodnost, ki je nastal ob 200-letnici Prešernovega rojstva in je bil sestavni del predstave pred njegovo rojstno hišo. Režiser in scenarist je bil prav Peter Militarov, glasbo je napisal prav tako naš občan Slavko Avsenik mlajši. Vlogo Prešerna, kot ga marsikdo ne pozna, pa se je vživel igralec Milan Štefe. Petka! Ne spoštuješ Petka? Si pustila grič? Vzel te bo hudiš? Ne bo mi, ne, doktor, sem že v peklu. Vina na mizo! Na Kranjsko špilico, ki rešuje čas sodobnih literatov. In zato poznam Prešerna mogoče iz drugih strani, kakor samo, da bi se naučil pesmico na pamet. Vsako njegovo poezijo grem v globino. In če pravi vers Lečevlje sodi naj Kopitar, jaz takoj asociram ta vers na današnji dan v odnos sebe do družbe, družbe do nas, predvsem pa ga asociram, kako je današnja družba, bi rekel, škrta, predvsem do kulture. Sonetni venec, visoka pesem, pesem nesmrtne lepote, pesem, ki prinaša poetu nesmrtno slavo. Pravzaprav sem tvegal imeniten nos, ko sem vašemu sonetnemu vencu pritisnil cenzurski imprimatur. V Ljubljani že vrabci čivkajo, komu so vaše ljubezenske poezije namenjene, ne. Zdaj, en dan je bil na televiziji povedan stavek: o Prešernu pustimo ideologijo, predajmo se muzam. In to je bistvo, predati se danes muzam in sosedom in ustvarjalnosti. To naj bi bil živelj slovenskega naroda. V nibo med slovenske brate sladki glas zanesel, od zahoda do izhoda tvojega imena. Na posodi v zlatih črkah slava se bo brala, od naroda do naroda tvojega imena. Dopoldne pa, kot že rečeno, je bil oder pirniškega utehaja dan na uporabo vsem, ki so želeli recitirati bodisi Prešerna, pa če so kakšno drugo poezijo, ni bilo nič narobe. Odziv, veste, to je tako. Če dva prideta z dobro voljo, je kar dobro. Če pa eden, ki ima še večjo voljo, je pa sploh odlično. V teh časih je težko improdirati, s takimi idejami je tudi težko. Upam pa, da se bo to v prihodnje ustalilo in ne da bi posnemali Ljubljano pa Prešernov spomenik pa tam brali pesmi, ampak da bi tudi v naših krajih vzcvetela ta ljubezen do umetnosti in do sožitja življenja v kraju. Deklica drugega moža je izbrala,
ki v ljubezni donesi bil net, trešlo bogatstvo nesreče je strela, kranski obupu zapustil si svet. Pač najljubši, velikokrat ga prebiram tudi tako, da ga znam potem še leta in leta ponavljati, mislim, učiti na pamet, no. Najljubša, sicer je najhujša, ampak je Memento Mori. Danes bom pa zrecitiral uvod krsta pri Savici, pa spomin Andreja Smoleta. To sta dve dolgi pesmi, ampak lepi, pa na pamet jih znam. Videl povsod si, kak išče odnarje, kak se le oklanijo zlatmu Bogu. Kje, bratoljubja, si videl oltarje, srcem obupnen si prišel domov. Umreti ni mogla stara Sibila, da so prinesli iz doma prsti. Vi, modrijani, hočete v nebeških zvezdah brati, ali sonce bo dobrotno nam dalo srečno leto, ali bo nebato gota vetrov nam šum zbudila, razsula v polje točo, utopila čovn na morju, sad umorila trte. Lažnivi zvezdogledi vsi pojte rakam žvižgat. Ja, moj odnos do Prešerna je zelo spoštljiv, ker je bil Prešeren eden največjih pesnikov v slovenski zgodovini. Slovenski jezik je s pesmijo povzdignil na zelo visoko raven v Evropi in na svetu sploh. Velikih sploh ne pozna oziroma samo vejo, kdo je bil France Prešeren, ne vejo pa, kaj je naredil za slovensko kulturo in pesništvo in slovenski jezik. Dve sami ste zmotile, dve sami zapeljale mi zvezdi umno glavo. In celega neba hočete vi zvezde zmodrovati. Lažnivi pratikari, lažnivi zvezdogledi, vremena vsi preroki. Le pojte rakam žvižgat. Na dnevu odprtih vrat v Pirniškem hramu kulture pa je bila na ogled tudi posebna razstava. Člani likovne sekcije Kulturnega društva Pirniče so namreč v začetku tega meseca dali na ogled svoja dela, pa ne tista, ki bi jih sicer pričakovali, kajti rdeča nit tokrat je bila brez čopiča. Do konca meseca bo še na ogled razstava ročnih del izdelkov domače obrti in uporabnih umetniških izdelkov. Da gre za ljudsko umetnost, ki se mora dati na ogled širni Sloveniji, je menila zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva Dušica Kunaver. Njena večkrat uporabljena beseda je bila, da so jo razstavljena dela naravnost očarala. Pa začnimo kar s tem, kar držite v rokah. Držite rože na 100 različnih načinov, z različnih materialov, danes lahko vidimo tukaj. Ja, danes sem res očarana. Torej, toliko lepega, kot je na tem majhnem prostoru, v tem majhnem kraju, je res tak tih ponos ostaja vsakemu od nas, koliko je sposoben naš človek kot iskalec lepote, koliko umetnin v lesu, v kamnu, v kovini, platnu, keramiki, glini, torej res vse občudovanje in vsa čast ljudem, ki so to izdelali. Nekako ste rekli, da to ne sme ostati samo tukaj na tem prizorišču. Kje ima prostor recimo ta ljudska umetnost, ki se prenaša iz roda v rod? Ja, torej res, če kaj iskreno mislim, to je z enim velikim ponosom treba. Recimo jaz bi to na najbolj častno mesto, mislim, da prvi bi bilo res v mestni hiši v Ljubljani, naj vsa Ljubljana to vidi. Potem bi bilo pa res, kako da je ena stalna razstava nekje, ker to je dragoceno, da je to ljudska umetnost, to moramo vedeti, da v današnjem času, ko mislimo, da bo globalizacija prevladala, potem da en tak stih in ponosen vidiš, da ni tako, da ljudska umetnost živi naprej v današnjem času in res želim in res upam, da bo mnogo Slovencev pa zamejcev to lahko videlo. Vas očara kateri naravni material predvsem?
Poglejmo ravno to, če gremo v lesu, kaj vse je naš človek naredil v lesu. Če se ustavimo samo ob kozolcu, kot eno čudo ljudske arhitekture, izdelki iz lesa, kovine, bi težko dal prednost, ampak gremo v platnu. To gre za res stoletja trajajoče slovenske umetnine. Tudi gre za temeljne gospodarske panoge, saj platno, pridelovanje platna v lesu, ko je človek naš se rodil v zibelki, pa do lesene krste, vmes pa v leseni hiši, leseni žlici, leseni hiši, in da je les nekje ob lesu preživel ta stoletja in jih tudi v taki umetnine oblikoval, les, kamen, kovino. Mogoče kakšen izdelek, ki vas je danes mogoče presenetil prav na tem prostoru? Težko bi zdaj rekla, kateri, ampak recimo tudi to, da recimo meni je dragoceno to, da ljudska umetnost ne sme iti v muzej, mora iti s časom naprej. Pa imaš recimo moderne oblike keramike, pa imaš recimo to legendarno idrijsko čipko v modernem okrasju. To me prav očara, zato ker to potem ne sme, da to je bilo nekoč, ni res. To je ta dragoceno delo, dragocena umetnost, ampak v modernem nakitu. Keramika v uporabnih oblikah, prtiček, ki ga lahko s ponosom daš na vsako mizo. Mislim, to me očara, da današnji ljudski umetnik ostaja v današnjem času in prostoru, ampak iz teh dragocenih žlahtnosti stare umetnosti prenaša naprej iz roda v rod. Izdelke svojih rok je tokrat dalo na ogled 28 od več kot 40 članov likovne sekcije, ki jo po novem vodi Brigita Juvanova. Ta razstava se imenuje Razstava brez Čopiča, ker jaz sem videla, da imajo ljudje ogromen talentov, znajo razne stvari delati, ampak zmeraj so bolj samo slike. Da pa naj slike počivajo in naj se pokaže, kaj še vse znajo delati. Vi se danes predstavljate s katerimi izdelki? Ja, prav za to razstavo sem naredila Prešerna, pa uro s Prešernovo hišo. Tako sem pa, da se te stare stvari, kozolce pa toplarje malo pokaže še, ker sem želela pred leti, ni zdaj. Prav za to razstavo sem pa naredila Prešerna. Po pravici povedano, kaj vas mogoče najbolj presenetilo, kateri razstavljeni izdelek oziroma uporabna umetnost? Popolnoma vse. Cvet, bodi si iz lesa, volne, platna, hlačnih nogavic, gline, čipke ali bakra, je le na enem primeru opisana pestrost tokrat uporabljenih materialov. Bakar, to je bakar, ne. Ko je padla neka naša odločitev, da vsak nekaj naredi, kar zna, sem se jaz odločil za bakar, ki ga pa Ljubljana nima. Dobil sem ga v Kamenku, potem sem pa začel delati prve vaze. Težko delo, kovaško, pa še nikoli nisem videl kovača, ampak sem rekel, nekaj bom naredil. Pa sem se pa spravil na vrtence in doma na vrtu sem jih enih 5 raztrgal, da sem videl, kako je to sestavljeno, ne. Ampak to ni šlo, ne, pa sem dobil čisto svojo tehnologijo in tako je nastala vrtnica, ki je to rekoč neuničljiva, ne. Lahko jo vržete ob tla, bo samo malo zmečkana, ne bo pa 1000 let bo živela, ja. In če vas sedaj vprašam, koliko časa pa je recimo potrebno za to, da tale vrtnica zraste? No, da tale vrtnica, ki jih tle gledamo zraste, je 5 ur dela z eno. Tisto vazo, ki pa tamle vidite, je pa 6000 udarcev, štel sem jih, sem pa delal enih 5 dni, vse skupaj sem pa delal 2 meseca. Kako je lahko klasična idrijska čipka, med drugim tudi modern nakit, je predstavila Vesna Jenko. V bistvu veliko imam nakita, ker tukaj sem se najdla in prav uživam, ko to delam, moram reči. Kje ste se izučili te obrti? V bistvu jaz prihajam iz Idrije, tam sem hodila v čipkarsko šolo 8 let. In zdaj po 40 letih sem začela to delati.
spet ponovno. Povejte, kaj vse lahko postane ena idrijska čipka? Zapestnica? Zapestnica, ogrlica, prtički, uro recimo sem naredila, potem obeski, nakit, kot sem rekla, potem dam zasteklit, v vitraž in na mnoge načinov lahko. Ljubiteljska slikarka Majda Žakelj pa se je predstavila s keramičnimi izdelki, tudi tistimi uporabnimi. Poleg slikanja zelo rada naredim kakšen izdelek iz gline. Je pa tako, se mi zdi, da ko dobim v roke glino, da postanem čisto drugačna, da me umiri, predvsem pa me opomni, da moram delati počasneje in me napolni z energijo. In kaj vse se da tudi uporabnega recimo narediti iz gline? Tukaj danes je solnica in pa razni te podstavki za kuhalnico in pa nekaj izdelkov je za v kopalnico. Jaz jim pravim zobne gospe. To moje vnučke rabita za odložiti zobno ščetko. Zobne gospe in ostala ročna dela, izdelki domače obrti in uporabnih umetniških izdelkov bodo na ogled dana še do konca meseca. Sedaj pa na drugi konec k sorškim kulturnikom. Mešani moški pevski zbor Kudoton Župančič Sora je šel na kulturni praznik dopoldan po poti kulturne dediščine. S pesmijo so se poklonili narodnim buditeljem, Finžgarju v Sori, Aljažu za vrhom, Jenku na Podreči ter Prešernu v Kranju. Zvečer pa je v Sori v domu krajanov potekala že tradicionalna prireditev počastitev največjega slovenskega pesnika. Na prireditvi so tokrat organizatorji pogledali z otroškimi očmi. Nastopili so mlajši folkloristi, sorške kresnice ter recitatorji. Sorške kulturnike je spremljala Nataša Kunavar. Pevci moškega pevskega zbora so se po poti kulturne dediščine odpravili že 11. Pobudo je dal žal že pokojni Zdravko Veber iz Ladje. Svojo pot so pričeli v Sori, kjer so se s pesmijo poklonili Francu Saleškemu Finžgarju pri njegovem spomeniku. Svojo pot so nadaljevali do Zavrha, kjer so zapeli pred rojstno hišo Jakoba Aljaža. Tam smo jih pričakali s kamero. Pesmi so prilagodili glede na tematiko, predvsem pa izbira je bila v prvi vrsti Aljaževih pesmi. To se pravi Triglav in Planinska roža sta Aljaževi pesmi. Ena deva je pa tudi slovenska narodna pesem, ki tradicijo in narodno zavest budi, tako da je na tej podlagi izbrana. Krajši nagovor Lada Vidmarja nas je spomnil na Aljaževo ljubezen do gora, do narodne zavednosti in na postavitev Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Jakob Aljaž je tako v zgodovini odigral pomembno vlogo pri bujenju narodne zavesti in razvoju slovenskega planinstva. Na ostalih točkah kulturne dediščine pa so zapeli različne pesmi. Ja, ravno tako glede na to, kater spomenik je na vrsti oziroma kater narodni buditelj je, to se pravi Simon Jenko, potem France Prešeren in pa Franc Saleški Finžgar, izbiramo njihove pesmi, ki so jih oni napisali, tako da so njim posvečene. Programa glede na preteklo leto niso veliko spremenili, ker prvič nimajo na izbiro prav veliko pesmi, ki ustrezajo posameznemu narodnemu buditelju. Drugi razlog za izbor pesmi pa je dejstvo, da so pesmi prepoznavne širši javnosti. Prireditev so obiskali pohodniki z Gornje Tuhinjske doline, ki so po krajšem kulturnem programu nadaljevali pot naprej na Šmarno goro. Pevovodja prihaja iz Dravelj in vodi zbor že 3. leto. Povprašali smo ga po njegovem odnosu do narodno zavednih pesmi. Moram reči, jaz sem večino svoje mladosti, res rane mladosti prepel v res kvalitetnih pevskih sestavih, tako da me je potem želja po ohranjanju slovenske kulturne dediščine, slovenske pesmi nekje napotila v te kraje, to se pravi v Soro pri Medvodah, in zato mi je v veliko veselje in tudi čas, da lahko izvajamo predvsem slovenske
in res nekje samo slovenske pesmi. Slovenski jezik je tisti, ki nekje počasi izumira in zato je naša dolžnost, da ga ohranjamo in da spoštujemo lepo slovensko besedo. Glede na besedilo in melodijo pa je Klemenu Jerincu še posebno pri srcu pesem Planinska roža. Ohrani Bog te v cveti, planinska roža ti. V čast našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu je Kud Oton Župančič na sam praznik zvečer v Sori pripravilo krajšo prireditev. To v bistvu gre za eno neko tradicijo, že samo po sebi, in smo pač v bistvu letos šli bolj v otroški del. Prešeren je bil znan kot doktor Fig, kot smo sami videli, in smo na podlagi tega bolj otroški program naredili. Prireditev se je pričela slovesno Prešernovo Zdravljico, ki je tudi naša slovenska himna. Recitacija Prešerna in Otona Župančiča iz otroških ust, popestrene s plesom folklorne otroške skupine, so bile rdeča nit prireditve. Na planincah lušno je, pa sirica žance kuha. Nekaj hudomušnih recitacij o ljubezni, o prevzetni Urški in povodnemu možu je nosilo lahkotnejše sporočilo Prešernove poezije. Sorške kresnice pa so zapele resnejše melodije, med drugimi tudi pesem Nezakonski materi. Že 7 odbila je ura in čez, ko jela ravnace je Urška na ples. Ali ker se ozira, plesalca si zbira, zagleda pri mizi rumeni junaka, enakega pod soncem mu ni korenjaka. Nastopali so otroci, otroška in mladinska folklorna skupina, pravljičarka in obenem knjižničarka knjižnice Medvode Tatjana Mavrič ter Sorške kresnice. Prireditev je povezovala Klavdija Gorjanec, sicer članica mladinske sorške gledališke skupine. Kud Sora je tudi društvo z dolgoletno tradicijo. Letos so v 64. letu svojega delovanja in v prihajajočih mesecih bodo obeležili kar 2 okrogli obletnici. V letošnjem letu bo naš Mešani oktet Lipa praznoval 20-letnico in to se pravi, to bo 16. marca. Prva taka večja prireditev v našem kraju, mislim, da bo kar dobro zastopana. Imeli bojo tudi goste, rateške tamburaše. Kaj pa folkloristi? Ja, folklora pa letos praznuje svojo 40. obletnico delovanja. Dele nam v tem času delujejo 3 skupine, mlajša otroška, starejša otroška in pa mladinska skupina. Tako da pa takrat, ko bo pa obletnica, pa mislim, da bomo spravili skupaj kar vse skupine, ki so delovale, saj upamo, kar se bo dal skupaj dobiti, da bojo nastopili vsi od tistih, ki so že plesali v prvem začetku. Prešeren je otrokom rad delil fige, zato so ga le-ti klicali doktor Fig. Nekaj suhih fig je tako simbolično pričakalo obiskovalce na mizici pred vhodom v dvorano krajevne skupnosti. Sedaj pa še k dogodku, ki ni povezan z državnim praznikom. Konec januarja je bilo v knjižnici Medvode odprtje slikarske razstave Franca Šetine z naslovom Od Sorškega polja do Morja. To je prva samostojna slikarska razstava omenjenega avtorja, ki prihaja iz Belj. Resneje je začel slikati šele po upokojitvi in je v pičlih 6 letih osvojil slikarsko umetnost od začetnika do nosilca razstave. Na razstavi je Franc Šetina prikazal 31 slikarskih del, ki jih je izdelal v zadnjih 2 letih. Motivi na slikah so predvsem narava, različni časi v naravi, pokrajina in različna geografska področja Slovenije. Tako slike prikazujejo motive od zasneženih planin do solin. Ker je sam tudi lovec, je upodobljenih tudi kar nekaj motivov Sorškega polja, ki sodijo v njegov lovski rajon. Avtorju so bila všeč različna božja znamenja, ki stojijo na Sorškem polju, in tako jih je naslikal kar nekaj.
Svoj likovni talent je začel razvijati v slikarski delavnici Kucbilje leta 2008 pod mentorstvom Renate Grmovšek. Sprva se je posvečal realističnemu prenašanju motivov na platno. Čeprav sem po duši trd realist in nisem nikoli mislil, da bom uspel kaj bolj priti na impresionistično smer, me je le nekako to uspelo in me bolj navdihuje stil impresionizma. Zadnji 2 leti pa se je navdušil nad impresionističnim slikanjem pod mentorstvom Mira Kačarja na Groharjevi domačiji v Sorici. Prva dela so bila izdelana v akrilu, sedaj pa ustvarja v oljni tehniki. Ali pa moji vzorniki so bolj impresionisti. Od naših je Grohar in Strnen, ti dva sta nam najbolj bližja, tako. Drugače pa tudi od tujih, francoski impresionisti so bili neverjeten, živimi barvami in tako da jemljamo v bistvu navdih od teh svetovnih impresionistov. Mentor Miro Kačar je zelo pohvalil trud in napredek svojega varovanca. Za oceno, tisto pravo oceno, bi jaz rekel, da počakajmo še kakšno leto, 2, ker on je zdaj na poti, našel je sebe v impresionizmu in rabi še kakšno leto do 2 največ, da to uresniči. Obema mentorjama in tudi Francu Šetini je najbolj všeč slika Pogled na Triglav z Jelovice. Mentorica Renata Grmovšek je podala strokovno oceno slike. Ni pretiraval v teh barvah, meni se zdi, da je tako bolj temno-svetli, pa poudarke na svetlobi in senci. Pa na potezah, odločne poteze se vidi, to kaže tudi neko karakteristiko avtorja. Mentor Miro Kačar pa je slikarsko pohvalil sliki z motivom dreves, in sicer oljka ter breze. Ni že prepozno, da si preberete kakšno Prešernovo, sicer pa Prešeren mesec do naslednje kulturne oddaje. Nasvidenje.